Evo, zdaj za zadnjo šolanje imamo pripravljeno še kako se kontrola izvaja, torej dimenzioniranje. Tiste kombinacije, ki smo jih zadnjič gledali, tako kot sem rekel, so narejene še ene dodatne, zdaj seveda ni vseh potrebnih kombinacij, ampak pač, če bi še rabili kako se doda, tu je zdaj toliko, da se prikaže lahko princip dimenzioniranja. Zadnjič smo ustvarili jih nekaj, jaz sem jih popravil pa dodal faktorje noter, tako da ni čisto isto, kot smo zadnjič zaključili, to je edino, kar se je spremenilo. Zdaj pa, ko imamo te kombinacije narejene, potem v analysis, tukaj v constructions in v kombinacijah dodamo ta com group, to smo že zadnjič pogledali. Torej v com group imamo noter grupo, da vse ULS kombinacije zračuna, torej vse, ki so dodeljene tej grupi ULS, torej 1, torej te dve zračuna. Potem zraven pa so še ti com-bro, tukaj so pa posamezne kombinacije, ki jih imamo, torej C1, C2, C3 in C6. Torej C1 je karakteristična, C2 je pogosta, C1 je karakteristična, C2 je pogosta, C3 je navidezno stalna, C6 pa je potem potresno stanje. Torej vse te imamo dodane. Ko imamo enkrat kombinacije zračunane, pol lahko pričnemo z dimenzioniranjem. Za dimenzioniranje si spet naredimo tukaj novo fazo. Dimenzioniranje. Zdaj pa tukaj dodajamo noter te taske za dimenzioniranje. To najdemo tukaj. Torej, tukaj imamo prvo je lean stress, to je za zaračunanje napetosti po prerezu, potem pa je še code design in pa design check za kontrolo. Potem na koncu pa si še lahko tukaj nekaj poročil generiramo, ki se naredijo v Word datoteku. Da zaračunamo vse skupaj, rabimo še nekaj dodatnih definicij v prečnem prerezu. Torej, če gremo v preklado, tukaj smo zadnjič ustvarili dve temperaturni točki, ki smo jih ustvarili s temi ukazi za property sete. Tukaj bomo še zdaj dodatno ustvarili stress point, torej točke, v katerih se napetosti izračunavajo, in definirali bomo armaturo in ta exposure zone. Zdaj najprej bomo naredili tukaj nov layer. In v ta layer bomo definirali vse parametrične linije, na katere se bomo sklicevali pri generiranju teh property setov. Tukaj bomo naredili zdaj dodatne linije z odmikom 10 cm. Oziroma ne 10, 5 cm. Torej na te linije bomo potem definirali te osi za armaturo. Lahko bi te linije tudi z neko variablo definirali, torej da bi dali variablo zaščitni sloj, potem bi lahko tudi kasneje, če bi kdaj morali zaščitni sloj spreminjati, bi si lahko spreminjali samo z eno variablo, samo tega zdaj ne bomo delali. Zdaj, za to stranico bomo najprej naredili parametrično linijo skozi dve točki,
ki jo definiramo z izbiro dveh presečišč oziroma točk, potem pa še dodatno. Tako. Zdaj imamo to definirano, v naslednjem koraku pa bomo določili te property sete. Torej, najprej bomo določili tukaj nov property set, tukaj bomo izbrali stress point, tukaj bomo določili dve točki, v katerih se bo izračunavalo napetosti. Prvo moramo izbrati beam unit, torej to številko za naš prečni prerez. Zdaj pa definiramo točko v tem presečišču. To naredimo s klikom na to funkcijo property set points, torej zdaj doda točko k temu property setu, ki smo ga definirali. Torej, najprej dodamo tukaj eno in še spodaj eno in potrdimo. Torej, stress point 1, to bomo preimenovali v SP zgoraj in pa teme ni definirano, torej še enkrat to in izberem to, potrdim z Enter. SP1, to pa bo stress point spodaj. Tukaj, kot sem že zadnjič pokazal, lahko odpremo tabelo, v njej imamo ta property set, lahko ga preimenujemo. Potem na kateri structural unit, torej pri nas je samo en, tisti beam unit številka 1, potem je tip, tukaj imamo dve točki definirane. Zdaj, če se vrnem, nadaljujemo z vzdolžno armaturo. Spet izberemo ta beam unit 1, zdaj bomo to preimenovali v armatura spodaj, vzdolžno spodaj. Zdaj pa dodamo boundary, torej s tem property set, s tem določimo boundary, ki je v tem primeru zdaj odprt boundary, torej ni potrebno, da ga zaključimo. Za spodnjo armaturo izberemo to, potrdimo z Enter. Zdaj pa ustvarimo nov property set, spet reinforcement longitudinal. Ponovimo, izberemo beam unit, tukaj poimenujemo to vzdolžno zgoraj. Izberemo boundary in določimo zgornjo armaturo. Potrdim z Enter. Zdaj pa še določim to stransko armaturo. Enako ponovim reinforcement longitudinal, izberem beam unit, preimenujem levo, izberem boundary, izberem točke, potrdim z Enter in še enkrat ponovim za desno stran. Tak. Naslednja je strižna armatura. Tukaj lahko definiramo neke oblike stremen, lahko pa definiramo samo črto
ali pa več črt in določimo, koliko strižna stremena so. Tukaj bomo zdaj poimenovali to strižna armatura in ponovno izberemo boundary. Tukaj bomo zdaj mi določili samo to črto. Za konec pa še torzijsko armaturo. Spet izberemo ta beam unit. Ga poimenujemo, izberemo boundary. Tukaj pa bomo zdaj naredili zaprt boundary. Tak. Zdaj, če grem nazaj v to tabelo, kjer imamo navedene vse te property sete, tukaj vidimo, da lahko določimo za posamezen property set premer palic, torej recimo, če za vzdolžne armature določimo vse 20 mm. Za strižno pa recimo 14. Dodatno pa še moramo definirati material. Torej, materiale smo vozili zadnjič, zdaj še jih samo dodelim. Ko dodelim material, se to izpolni tukaj, v tem stolpcu material. Lahko to tudi naredim z desnim klikom v to polje in potem določim tu material. Lahko pa to tu izbiramo. Tako, s tem smo določili te property sete, ki jih potrebujemo za dimenzioniranje. Torej, vzdolžno armaturo spodaj, zgoraj, levo, desno, strižno armaturo in torzijsko armaturo. Zdaj, ko imamo to pripravljeno, zdaj pa lahko začnemo ustvarjati te taske za dimenzioniranje. Torej, če gremo na zavihek Analysis, Constructions in tukaj odpremo dimenzioniranje, zdaj še je to prazno. Tukaj bomo odkljukali Final, da postavimo vse te taske na konec našega terminskega plana. Zdaj pa tukaj ustvarimo najprej ta lean stress, s tem bomo zračunali napetosti. Tukaj poimenujemo ta task, potem dodamo ovojnico oziroma kombinacijo, v našem primeru bo to za karakteristično in potem še za navidezno stalno. Tukaj izberemo dan, če pustimo prazno, je to zadnji dan. Tukaj izberemo, katere napetosti naj zračuna, zaenkrat delajo normalne napetosti. Tukaj je result name, tukaj pa to poimenujemo. Ime, kam bojo shranjeni rezultati. To potrdimo z OK. Tukaj dodelimo assembly, torej kaj nam naj izračuna. Mi bomo izbrali prekladno konstrukcijo, potrdim z Enter, da preskočim nos stacionaž, torej celotno prekladno konstrukcijo. Zdaj pa bom to kar skopiral, copy with assemblies. In tu vse, kar bom spremenil, je ta kombinacija. Torej, zdaj bo to C3 za pogosto, oziroma navidezno stalno. Če želim to nekako bolj intuitivno oziroma lažje berljivo, bi lahko tukaj v Combination Tables ta imena preimenoval, da bi bilo
nekako bolj razumljivo, da si ne rabim teh številk zapomniti. Zdaj, če se vrnem na constructions, dimenzioniranje, za temi lean stress pa lahko določim recimo code design. To pa je potem dimenzioniranje tega, kar tukaj zberem, torej upogib, krhki lom, strik, torzija in kontrola razpok. Tukaj enako izberemo, v katerem dnevu naj to dimenzionira, če damo dan, bo na tisti dan, če pustimo prazno, bo na zadnji dan, torej tisto po končanem krčenju in vezanju. Tukaj enako damo ime, kam se zapiše ti rezultati, to bomo poimenovali armatura. Tukaj pa potem izberemo kombinacije. Torej za ULS lahko bi posamezne kombinacije izbirali, v našem primeru to grupo izberemo, ki zajema obe kombinaciji. Tukaj pa določimo te kombinacije, ki jih imamo za mejno stanje uporabnosti. Torej, če bi tu želeli združiti več kombinacij, bi samo tiste grupe naredili in bi se potem sklicevali na njih. To potrdimo z OK. Zdaj pa tukaj ponovno določimo assembly. Torej, če bi želeli tukaj samo preklado in bi želeli en odsek samo prekontrolirati, torej od tukaj do tukaj, še izberemo stacionaže, zdaj nam ta assembly s stacionažami doda. Ko imamo to izbrano, zdaj lahko vse skupaj preračunamo. To zdaj traja malo dlje. Torej, zdaj po šolanju bom matko poslal tudi tisti dokument, v katerem je to šolanje narejeno. Tako da lahko greste še pol skozi. Zdaj medtem, ko čakamo, ko bo to zdimenzioniralo, potem še bomo pogledali, kako se naredijo tista poročila, na koncu pa bom še pokazal, kako se da te slike izvoziti, da jih uporabimo za poročilo. Torej, zdaj je to izračunalo, zdaj pa te rezultate pa lahko preverimo isto tukaj v results, če grem na 3D diagrams in izberem tukaj diagram, potem pa grem na design checks, tukaj imamo armatura, tukaj je treba to klikniti še. Ja, tam sem pozabil vnesti. V prečnem prerezu, prekladi. Govoril sem o tem, pa sem pozabil pol definirati. Torej, če grem na to tabelo in tukaj izberem strižna armatura, tukaj je potrebno določiti število, koliko strižno streme je. Zdaj, če imamo več stremen, recimo, da imamo 8 teh legs, torej nog. Enako pa lahko do tega pridem v prečnem prerezu, torej ne rabim nujno v to tabelo, lahko samo tukaj izberem strižna armatura in mi enako odpre te opcije. Enako tukaj za torzijsko armaturo, na enak način določim število teh, koliko strižno streme je. Tukaj bomo dali 4. Ostalo imamo določeno. Tukaj še lahko določimo armaturo, tukaj še določimo isto, če je za strik in torzijo aktivno, to sem prej pozabil razložiti vse. Tukaj pa še lahko odmike določimo.
samo to odklikamo vse. To smo, tukaj pa še damo to. Ok, zdaj ponovno zračunam. Torej, če tukaj pogledamo te errorje, zdaj samo piše, da na začetku in na koncu ni bilo dimenzioniranje izvedeno, ker ni nobenih sil, kar je logično. Torej, zdaj, če grem na results, zdaj pa vidimo tukaj rezultate za armaturo, torej vzdolžna spodaj, vzdolžna zgoraj, in tukaj spodaj imamo napetosti. Torej, za točko spodaj, za točko zgoraj, to sta ti dve točki, ki smo jih definirali kot property sete, ta linear stress, to pa celotnemu bodu zračuna napetosti. To je to, kar se tega tiče. Zdaj, prej sem omenil, tega nismo preimenovali, zato pa je bilo vse v karakteristični. Spremenil sem samo kombinacijo, tukaj bi še mogli dati navidezno stalno. Zato nam je zdaj to manjkalo tukaj. Zdaj še, ko se preračuna, bo še prišlo navidezno stalno zraven. To bomo pol preračunali, da ne čakamo zdaj. Ko imamo to vse zračunano, pa lahko tukaj naredimo te reporte. Torej, če dam lean stress report, torej za to funkcijo poročilo, izberem result name, torej iz tega lean stress rabim to ime. Jaz ga bom kar skopiral. Še enkrat izberem lean stress report, tukaj dam to noter. Imamo normalne napetosti, ki smo jih odkljukali, da se zračunajo. Tukaj si poimenujem to, potrdim z OK. Zdaj to lahko skopiram in vnesem še ime za navidezno stalno kombinacijo. Potem pa še imamo ta design report za code design. Tukaj vnesemo ime, ki smo ga navedli v tem code designu. To smo navedli kot armatura. Zdaj pa, ko imamo to zračunano, ta poročila se potem shranijo kot Word datoteke. Torej, če zdaj to vse skupaj preračunam še enkrat.
Ja, pozabil sem še assemblyje določiti. Za te reporte moramo tudi določiti, od kod do kod naj naredi poročilo. Lahko, če imamo celi nosilec, zaračunamo samo en del, izberemo, pri katerem generiramo poročilo, tako da zdaj, ko zaključi to izračunavanje, še bomo enkrat mogli vse skupaj zagnati, samo da dodelimo te assemblyje. Torej, še enkrat na analizi izdimenzioniranje. Za te reporte moramo določiti assemblyje. Torej, tukaj bomo določili iste assemblyje, kot jih imamo tu v code design, torej od stacionaže 35 do 37, tako da nam samo za eno stacionažo zdaj izpiše. Torej, to ponovimo pri vseh treh. Tako, še enkrat zaženemo. Zdaj, ta poročila se generirajo v mapi od projekta, torej v tisti mapi, kjer imamo definiran naš Alpland Bridge projekt. V tisto mapo se generirajo dodatne mape, kamor pa se potem generirajo ta poročila v Wordovi datoteki. Do te mape, kjer se nahaja projekt, dostopamo s to ikono. Tako da s klikom na to ikono se nam odpre potem direktno tista mapa, v kateri je projekt, pa to takoj tam najdemo. Ok, zdaj je to zračunalo, torej, tako kot sem rekel, s klikom na to ikono se odpre mapa, v kateri imamo projekt. Ok. Tukaj v tej mapi pa se naredi mapa poročila, torej v reports imamo potem most in tukaj imamo ta poročila, torej lean stress. Jaz še imam tu nekaj map od tega, kar sem predhodno pripravljal. Tukaj imamo zdaj, to je za druge stacionaže. Tukaj imamo recimo za 35 front, torej prej, potem to, ko smo zadnjič gledali, da so na vsaki stacionaži sta dva prečna prereza definirana. Zdaj pa imamo tukaj poročilo za napetosti.
Torej na taki način se generirajo poročila. To je zdaj za napetosti, potem pa še imamo tukaj dizajn. Tukaj imamo enako kot tam, za stacionažo 35, dizajn in tukaj je potem rezultat dimenzioniranja. Vse to, kar je tam, lahko pogledamo tukaj v teh diagramih, to smo že prej pogledali. Torej, izberemo diagram, potem izberemo, kaj želimo pogledati. Tukaj so še potem 2D diagrami, kjer se tukaj imamo zdaj napetosti, ki imamo zaračunane po celotnem nosilcu. Na taki način se 2D diagrami prikažejo. Tukaj si lahko potem več teh serij dodelimo in potem definiramo, ta serija je za te napetosti. Potem, če tukaj določim novo, to določim napetosti spodaj. Tako da, zdaj imam dve, tukaj tudi vidimo, da se spreminja. Tukaj si lahko potem dodamo teh serij, kolikor jih pač potrebujem. Zdaj, te diagrame lahko s klikom na to ikono Export Diagrams to Image Files izvozimo. Tukaj izberemo, kam jo naj izvozi. Tukaj pa imamo še nastavitve za to sliko, torej kakšen format naj bo, kakšno ozadje in število pikslov za vsako stranico. Potem vse rezultate lahko pogledamo v tabelah. Te tabele pa lahko izvažamo v Excel datoteko. Torej enako, kaj želimo videti, si izberemo in potem se tabela osveži. Influence lines, to so vplivnice, to smo že zadnjič pogledali za vse tiste prometne obtežbe. Zadnja stvar, kar še nam ostane v tem drevesu, pa je loads, torej obtežbe. Tukaj, če kliknem na load in spodaj izberem load cases in izberem potem en load case, torej recimo veter s prometom. Zdaj lahko tukaj izberem v properties ta result, torej load, katero obtežbo mi naj kaže. Torej, v našem primeru je veter, ta load PAZ, torej pritisk, in potem mi izriše to obtežbo vetra. Zdaj, če izberem drug tip, torej zaviranje je vzdolžna obtežba, moram potem to spremeniti v load QX, da mi pokaže velikosti obtežbe. Enako zdaj za te obtežbe, če hočem neko poročilo, lahko izvozim to kot sliko. Za vse, kar nimamo teh funkcij, torej če se pomaknem nazaj sem dimenzioniranje, torej razen tega lahko izvažamo fotografije, torej neke vrste screenshote. V vsakem oknu, kjer imamo to ikono, lahko tisti pogled, ki ga imamo, izvozimo v sliko. Drugače pa zaenkrat je to, kar se da generirati od poročil. S tem smo zaključili to, kar se tiče tega šolanja. Zdaj pa malo še neke improvizacije. Tukaj še bomo malo pokazali, kako se to plan izvozi, malo kako se lahko modificira geometrija, nekaj še bom pokazal, kako s TCL-om, kako si lahko pomagamo s TCL-om in Excelom, kombinacijo neko,
Na koncu pa še ta vprašanja, ki smo jih dobili, pa če še bo kaj tekočega za vprašati. Torej, ko imamo vse zmodelirano, ne rabimo imeti sploh analize, lahko Alplan Bridge uporabljamo izključno za modeliranje geometrijsko. Torej, ko imamo to zaračunano, si lahko ta naš projekt izvozimo v Alplan. Torej, v Alplanu, ko ustvarimo projekt, lahko tukaj direktno iz Alplana ustvarimo nov Alplan Bridge projekt. Če generiramo projekt na ta način, potem se v tisti PRE mapi, v kateri je Alplanov projekt, ustvari mapa PRE Bridge, kamor se potem shrani projekt. Torej imamo potem Alplan Bridge projekt znotraj Alplanovega projekta. Lahko pa ločeno ustvarimo Alplan Bridge projekt, tako kot smo ga mi zdaj ustvarili, ki je v neki čisto tretji mapi, pa potem uvozimo te podatke v Alplan. Zdaj, da uvozimo v Alplan, tukaj imamo 4 funkcije in še eno za kable. Torej, s to funkcijo uvozi v Alplan, uvozimo podatke iz Alplan Bridgea v Alplan. Tukaj imamo po ženi Alplan Bridge, to zažene Alplan Bridge, s tem posodobimo model, torej da ga ponovno uvozi oziroma posodobi, s tem pa zbrišemo to povezavo med Alplanom in Alplan Bridgeem. Torej, če želimo voziti ta model, ki ga imamo v Alplan Bridgeu, kliknem sem na uvozi podatke. Zdaj pa tukaj imamo zadnje projekte, lahko pa tukaj izberemo, od kod ga naj uvozi. Torej, tukaj imamo project name, naše šolanje. Zdaj v naslednjih opcijah pa izberemo, kak nam naj ta model uvozi. Torej, tu pri Structural Members, tukaj lahko izbiramo med Active Drawing, New Drawing in Separate Drawings. Če izberemo Active Drawing, potem nam vse uvozi v eno datoteko. Če izberemo New Drawing, potem nam te sklope uvozi v ločene datoteke. Če pa dam Separate Drawings, pa nam to še bolj razbije na več datotek in strukturo. Mi bomo tukaj zdaj pustili te privzete nastavitve. Tukaj v Constructions, tukaj določimo, kak naj zvaža te gradbene faze, torej te, kar smo definirali. Potem osi, če da v enako datoteko kot te 3D elemente ali v novo. Potem še imamo tukaj Extrusion pads, to so ti robovi, po katerih se ekstruzija dela, in na koncu še kabli. Ko si to nastavimo, tako kot želimo, potrdimo z vredo. In zdaj se tista geometrija iz Alplan Bridgea uvozi v Alplan. Torej, to geometrijo, ki jo uvozimo, je enako, kot da bi jo modelirali v Alplanu. Uvozijo se prečni prerezi, te konture oziroma robovi za ekstruzijo in potem se z tega izdelajo 3D elementi. Tako, to je zdaj naš model. Torej, tukaj, če odprem strukturo zgradbe, tukaj imamo zdaj šolanje in na to imamo noter kable, telesa, poti in constructions. Zdaj, s tem modelom lahko dalje delamo karkoli želimo. Lahko si iz tega izdelamo prereze. Torej, če grem na gradbena dela in ustvarim en prerez tukaj čez steber. Tako, zdaj si lahko ustvarimo poljubno število prerezov, ki jih potrebujemo. Potem lahko nadaljujemo s kotiranjem, torej tu je bilo nekaj vprašanj, da kar sproti odgovorim. Torej, karkoli potrebujemo od risb, vse se pol nadaljuje v Alplanu. Torej, če hočemo narediti opažne načrte, si tukaj naredimo prereze in jih potem skotiramo. Enako za armaturo, vse,
kar se tiče načrtov, se potem izvaja tukaj v Alplanu. Torej, če par kod poklikamo. To se malo mimo klikno. Pri kotiranju imamo, mislim, da od verzije 2022, to možnost za asociativno kotiranje. To včasih pri teh prerezih povzroča probleme, ko so bolj zakomplicirane oblike, tako da če to izklopimo, bolj več ni asociativno. Asociativno se pri spremembah samodejno popravlja, ampak potem je vezano na te točke. Torej tukaj vidimo, imamo točko s to okroglo znako, tukaj pa nimamo, tu pa imamo fiksne točke in tukaj lahko te referenčne točke modificiramo, zdaj poljubno. Tukaj pa je malo teže. Torej, tukaj si pripravimo risbe, ki jih potem zložimo na list. Enako je z armaturo. To je to, kar se tiče vprašanja za izdelavo pažev in armature. Zdaj tukaj se jaz ne bi preveč v armaturo spuščal. Če bo treba, lahko kako ločeno šolanje za to naredimo. Drugače pa, kot sem omenil, to je generirano na enak način, kot da bi to modelirali sami. Torej, to so navadno 3D telesa, ki jih lahko modificiramo, lahko dalje modeliramo z njimi. Torej, če grem na prosto modeliranje, zdaj lahko recimo to razrežem. Torej, če izberem tukaj točke. Da imamo to ločeno. Isto lahko tu na podlagi te geometrije dalje modeliram, torej, če ne bi modeliral opornikov v Alplan Bridgeu, potem lahko tukaj nadaljujem in si s to geometrijo, ki jo imam, recimo pomagam, da zmodeliram opornik. Torej, če bi recimo želel ekstrudirati to stranico, lahko zdaj iz tega prereza recimo nadaljujem pa naredim opornik. Tako da si pomagam najprej s tem, potem pa to malo porežem, kaj pobrišem, dodam, pa na tak način zgeneriram to, kar potrebujem. Edina stvar, kar je treba tu vedeti, je to, da če te elemente, torej tukaj vidimo, da imamo ločeno nagradbene faze in celotno konstrukcijo. Torej, če si to bodisi sklopim, zdaj mi ostanejo samo gradbene faze. Tukaj imam ločeno nagradbene faze. Če pa uporabljam recimo to, kar sem prej sklopil, torej to celotno telo, in zdaj to narežem, potem pri posodobitvi mi samo enega posodobi, ostali pa ostanejo, tako da bolj je treba včasih kaj na novo narediti. To je to, kar se tiče uvoza v Alplan. Govorili smo še zadnjič o teh smart placementih. Torej, v primeru kablov. Imamo tukaj na Anchor at Begin in Anchor at End. Tukaj imamo možnost, da vnesemo ime elementa iz knjižnice v Alplanu. Torej, v knjižnici, v projektu, torej Alplan Bridge, tukaj si lahko naredimo ta simbol in potem s tem imenom, ki ga imamo tukaj, vstavimo nek element na to točko, začetno kablo. Na začetno točko in na končno, tako kot definiramo v Alplan Bridgeu. Enako lahko definiramo to v prečnem prerezu.
Torej tukaj, če naredimo referenčno točko, potem lahko tukaj označimo as placement, y-global, to, če želimo, da je to vertikalno postavljeno, potem še to odkljukamo. In potem se v teh točkah postavijo ti elementi iz knjižnice, tako kot ime definiramo. Tukaj je samo treba ponovno definirati ime elementa iz knjižnice. Ta position, to pa je v bistvu številka 1 ali 0, ki definira, v kateri stacionaži naj bo to postavljeno, v kateri pa ne. Če želimo v vseh stacionažah postaviti, samo pustimo tukaj na 1, sicer pa bi morali definirati variablo in potem v structure, v structural members, torej tukaj girders pod variation, tukaj bi potem dobili novo variablo, ki bi jo definirali in potem si tukaj določimo 1, 0, 0, 0, 1. 1 določimo tam, ko želimo ta smart placement, 0 pa tam, kjer ga nočemo. Da definiramo te simbole, zdaj bom jaz naredil samo eno kocko, toliko da to pokažemo. Naredil 30 na 30 cm. Torej gremo v projekt. Tukaj damo vstavi simbol, izberem prijemališčno točko, zdaj pa to naredim kot, to poimenujem kot test. In to je zdaj tukaj v vsebini. Vse, kar želimo uporabljati, mora biti tukaj v vsebini, torej content, torej v prvi mapi. Zdaj, če grem nazaj v Allplan Bridge in tukaj v kable in to poimenujem kot test. Zdaj bomo še to enkrat preračunali, samo bom to vse izklopil, da bo malo hitreje. Tukaj vidimo, da so se tudi generirale puščice. Torej, te puščice nam prikazujejo, kje bo ta smart placement postavljen. Zdaj, da še pokažem funkcionalnost tega, bom še tukaj v prekladi, torej v našem prečnem prerezu od preklade. Bom to referenčno točko poimenoval v test. To preimenujem. Zraven bom dodal še eno variablo, ki nima tipa, torej imenoval bom placement, da pa to variablo dodelim tej točki. Zdaj pa se odločim, kaj mi bolj koristi, ali da je 0 ali 1, torej če jih bom imel samo par, raje to nastavim na 0, imam potem manj dela. Zdaj še to enkrat preračunam. Tukaj v prekladi grem na variation. Zdaj pa tukaj izberem par stacionaž, kjer bo to postavljeno. Tukaj, tukaj. Recimo, da bo nad stebri vsemi, pa še 2x v polju. Tak, še enkrat preračunam. Zdaj pa vidimo, da imamo samo nekaj teh črnih puščic, torej tukaj se ti placementi potem postavijo. Zdaj, če grem v Allplan,
in tukaj kliknem na parametrično modeliranje in posodobi. Zdaj bi mi moglo postaviti te placemente, ki smo jih definirali s tem elementom test na začetek kablov, na konec kablov in pa v te točke, ki smo jih definirali. Rad probam. Še makro definiram, zato kaj narobe sem prej naredil, makroje treba vnesti, ne tistih simbolov. To je v angleščini so drugače poimenovani, torej makro definiramo s tem klikom na nov makro, potem tukaj izberemo ime, to je test v našem primeru, enako kot je prej bilo. Tukaj kliknemo na definiraj novo folijo, potem pa izberemo, kateri element želimo. Zdaj pri makrojih jih lahko tudi kasneje popravljamo, torej če želimo, bom pokazal, ker bo najboljše tako. Torej zdaj mi je te makroje vneslo na vse začetke kablov, torej na začetne točke, na končne točke in pa v te pozicije, ki smo jih definirali. Torej kot sem omenil makro, lahko definiramo. Torej to je zdaj v datoteki 3, tukaj rabimo samo to datoteko. Če makro modificiram, torej če grem tukaj na folije makroja in bi želel to spremeniti, lahko tukaj z desnim klikom na to folijo, ki jih lahko več definiramo, in potem modificiraj geometrijo. Zdaj, če to malo spremenimo, torej, če gremo na prosto modeliranje in tukaj naredimo še, recimo, da val naredim gor na sredino.
No, to zdaj ni na sredino, tako sem rekel. No, jaz sem samo spodnjo točko modificiral. Tukaj, če escape prevečkrat stisnemo, nas ven vrže, to se meni skozi dogaja. Torej, to premaknem. Točka na sredini. Redo. Evo. Zdaj imamo na vseh makrojih definiran ta dodatni val zraven. Dobro, to je to, kar sem mislil glede Alplana pokazati na hitro. Zdaj pa, če se vrnem v Alplan Bridge, torej, če imamo kakršnekoli spremembe, torej, če je treba os spremeniti, to enostavno popravimo tukaj pri osi. Zdaj, če pri nas recimo zamenjamo stran v negativno. In potem, ko model preračunamo, vse ponovno preračuna na to popravljeno os. Tako da vsi parametri, ki so definirani, bolj kot ne ostanejo. Razen če bi imeli kaj pri teh 3D modelih definirano na globalne točke, tam bi mogli potem kaj popraviti. Če pa se referenciramo na stacionaže, pa se vse prilagodi. Zdaj, naslednja stvar, če bi morali kaj, recimo dolžino mosta spreminjati, takrat je potrebno spreminjati stacionaže. Torej, tukaj v stationing, tukaj bi lahko spreminjali stacionaže v tej tabeli. Zdaj, če imamo ogromno stacionaž, je to lahko zelo zamudno, tako da tukaj je mogoče taka idealna priložnost, da vam malo pokažem, kako se da s TCL-om te stvari spreminjati. Tukaj, če izvozim TCL, torej, tu bom zdaj izvozil to v solanje.exp, kar tukaj mi ponudi, prepišem, ker ja že imam eno datoteko. In zdaj s klikom na to ikono, potem se mi odpre ta mapa, v kateri imamo ta TCL. Mi smo zdaj to izvozili v to datoteko. Če to datoteko odprem, potem imamo TCL, zadnjič sem na hitro pokazal, kakšna je struktura. Torej zdaj, če želimo spreminjati stacionaže, potem imamo v tem TCL-u en odsek, v katerem se začnejo elementi. Struktura TCL-a je približno tako, kot je to drevo. Torej, najprej so osi, potem so prečni prerezi, potem so tabele ali formule, potem so pa ti konstrukcijski elementi, torej nosilci, stebri v enakem vrstnem redu. Torej, za prečnimi prerezi in variacijami bo ta segment s konstrukcijskimi elementi. Torej,
tukaj imamo formule, tabele, prečne prereze. Potem pa je tukaj model structure, vsi ti segmenti so ločeni s temi lojtrami in črticami. Tukaj se potem začne preklada, potem pa imamo tukaj stacionaže. Torej, zdaj imamo stacionaže na prvo imamo 1,5 metra, potem pa je vse na 2,5 metra od tukaj dalje, ne. Zdaj, če bi to želeli spremeniti, vse, kar moramo spremeniti, je to tukaj. Zdaj, če imamo zelo dosti teh stacionaž, jaz si dostikrat pomagam z Excelom, ker v Excelu lahko to zelo enostavno naredimo. Torej, prva stvar, ki jo bom naredil, je to, da skopiram ta zapis. Tudi če bi morali dodati kakšne stacionaže, ali pa to malo bolj zahtevno oblikovati, če bi rabili zelo dosti stacionaž na nekih neenakih razmikih, potem si lahko na tak način to zelo enostavno pomagamo. Torej, zdaj sem skopiral ta zapis iz TCL-a. V naslednjem koraku si bom skopiral te stacionaže iz Alplan Bridgea. Tukaj, če hočemo to delati, je potrebno nastaviti decimalno vejico na piko v Excelu, drugače vse to v tisočice pretvori. Zdaj, tukaj imamo S01, je pač stacionaža 0,01, potem imamo stacionažo v metrih, na koncu je pa ta BIM samo. Torej, tisto, da je odkljukano kot BIM. Torej, zdaj, če želim stacionaže spremeniti, recimo, da želimo ta naš most skrajšati na 60 metrov, bomo tukaj kar razmerje zračunali, zdaj pa si bom tu funkcijo napisal, da pomnoži to dvoje. Tako, zdaj pa si tukaj napišem samo ta levi zapis, torej tukaj bomo uporabili concatenate funkcijo iz Excela, potem pa bom napisal prvo slocal presledek S, potem pride noter ta številka, ki jo bom še definiral, potem pride presledek, zatem je stacionaža, tukaj bom uporabil funkcijo text, da si obliko definiram, torej imel bom 3 decimalke, torej 0 zadaj, če ni nič določeno. Potem pa še na koncu, zatem pride presledek in BIM. Tak. In zdaj imam zapis, ki mi za 25% skrči ta most. Torej, če te stacionaže prepišem v TCL-u s tem zapisom, torej vse to prepišem s tem, shranim, zdaj pa če to šolanje XP uvozimo nazaj, torej če se pomaknem sem, in uvozim to, kar smo ravno kar generirali, to je to. Prepišem. In zdaj vidimo, da imamo skrajšan most na 60 metrov. Torej, s tem TCL-om lahko marsikaj naredimo, tudi vse druge stvari bi lahko na podoben način generirali. Lahko si načeloma tudi kaj sprogramirate, da vam napiše tej sintaksi, ki jo pač Alplan Bridge uporablja, in na ta način naredite kaj, tako da
če se vam kaj dosti krat ponavlja, se da malo rešiti s takimi stvarmi ali pa kaj bolj kompleksnega, pa je ta grafični vnos zamuden, takrat se tudi da kaj rešiti s TCL-om, da se malo pohitri zadeve. Tako, zdaj pa je to, kar sem jaz imel za pokazati. Da še najprej odgovorim na ta vprašanja, ki smo jih dobili napisano. Torej, prvo vprašanje, ki je bilo, videli smo, da so vsi parametri geometrije vezani na os, verjetno se pri spremembi geometrije vsi elementi mostu prilagodijo avtomatsko, to smo videli. Torej, če os spremenimo, torej ali tloris ali profil, se geometrija na novo preračuna na to novo os, tako da odgovor na to je da. Potem, če je možno modelirati prekladno konstrukcijo kot ploščo ali prekladno konstrukcijo sestavljeno iz montažnih nosilcev ter nadbetonirane plošče v naslednji fazi. Ja, to je možno, tega nismo pokazali, ker je primer tak nastavljen. Torej, v tem 3D modeling zavihku imamo tukaj funkcijo link girder in pa deck. Torej, tukaj lahko definiramo te link girderje, torej to so ravno ti montažni nosilci. Torej, če si tukaj uvozim en i-profil, torej ta i-profil, samo ta i-profil nima definiranega beam unita, tako da tu bomo še samo to zraven definirali. Zato, da se nam geometrija naredi. Zdaj pa, če izberem ta link girder, tukaj ga poimenujem enako, kot da bi preklado modeliral. Zdaj si izberem ta prečni prerez. Pri definiciji teh nosilcev pa je podobno kot pri tem modeliranju za opornik, kar smo izbirali tukaj v properties. Torej, lahko izbiramo, na kaj nam referencira ta nosilec. Torej, lahko na referenčno točko, lahko na docking točko, torej te modre točke, ki smo jih zadnjič spreminjali. Lahko na relativno oddaljenost in pa absolutno višino. Torej, to pa je glede na os. Torej, če zdaj izberem eno referenčno točko in eno docking točko, potem zdaj nimam nekih točk pametnih pripravljenih, tako da prvo točko bom izbral kar to tukaj, ki imamo za ležišča. Tukaj, da vidimo še drugo opcijo, pa je docking točka, torej tu pa bom kar eno točko na oporniku izbral. Tukaj se zdaj odpre okno za stacioniranje, enako kot pri teh elementih. Tukaj si določim te parametre in potem to potrdim z OK. Na tak način se mi definira nosilec, ki jih lahko zdaj več naredim. Torej, če bi si jaz na tem oporniku pripravil neke referenčne točke in enako na stebru, potem bi si lahko te nosilce zložil gor. Enako kot pri prekladah, torej tukaj in pri nosilcih za stebre lahko ustvarjamo te template. Torej, če bi imel nosilec, ki ima neko razširitev, bi si lahko zdefiniral geometrijo tako, da bi določil tu dve stacionaži, prehod in bi to definiral kot nek template, potem pa bi ta template postavil na točke na enak način. Torej, potem samo zberemo tukaj iz templata, torej iz predloge, generiram nosilce in jih potem definiram. Ti link girderji imajo še tukaj nekaj opcij v properties, torej tukaj lahko nastavimo offset from GP1 in offset from GP2, torej to je offset na prvo točko in drugo točko. Torej, če tukaj zdaj definiram 1, 1 in še vse skupaj enkrat preračunam, potem bomo videli, da se dodajo neki offseti. Torej, to je zamaknjeno sem, tukaj pa je to zamaknjeno preko te točke. Pri tistih templatih lahko tudi dolžine nastavljamo, pa tam potem se lahko referenčno sklicujemo na, relativno se lahko potem sklicujemo na stacionaže.
Na te nosilce pa lahko naredimo oddek. To se dela na enak način kot preklada. Torej, izberemo os, zmodeliramo, potem pa lahko te nosilce in ploščo združimo s to funkcijo hunch. Torej, če imamo neke betonske dele zgoraj, tako kot tu, potem to združimo s tem hunchom, da nam združi ta dva dela v ploščo. Tako da to je glede teh nosilcev. Če imamo montažne mostove. Naslednje vprašanje pa je, če je možen prenos aktivnih 2D prerezov na papir v Alplan Bridgeu, ali je potrebno izvoziti v Alplan. Torej, v Alplan Bridgeu vse, kar lahko naredimo, je to, da izvozimo recimo ta prerez. Če želimo nekaj bolj natančnega, skotiranega, karkoli, moramo izvoziti ta model v Alplan, tako kot smo tukaj pokazali. Tukaj smo zgenerirali prej prerez. Torej, ali generiramo prereze, tako kot sem tu pokazal, lahko pa si v Alplanu tudi vsak prerez naredimo lahko ga razbijemo na nek način. Torej, če izberemo lastnosti tega prereza in odkljukamo ta samodejno posodobi stran, potem ta prerez ostane tak, kot je, in tukaj dobimo dejansko en črte. Tako da, če bi rabili neko 2D geometrijo, je ni treba bolj prerisovati, ampak lahko enostavno samo to tu ven vzamem, skopiram in si prilepim sem. Torej, zdaj imam čisto 2D geometrijo tega prereza. Tako da zdaj, če si tu to nazaj vklopim in dam uporabi, zdaj se mi spet posodobi prerez, torej je spet povezan s modelom. Torej, če kliknem tukaj je za robne vence, tukaj mi oboje zaznava še tisto, kar smo prej imeli, pa je sklopljeno. Ker je še vedno definirano, zato nisem mogel izbrati. Torej, če robni venec kliknem, vidim, da je to povezano z modelom. To pa je ostala samo 2D geometrija. Torej, če tu lahko kable zbrišem. Da pokažem tu še enkrat to, kar sem prej naredil. Če tu v stran odkljukam samodejno posodobi in zbrišem kable, recimo. Da pa če nazaj vklopim samodejno posodobi, potem se ti kabli nazaj naredijo. Tako da, če si karkoli popravljate, morate vedeti, da če si boste nazaj vklopili toto posodobljanje, pol vam bo prepisalo to, kaj ste naredili. Tako da, če rabite čisto 2D geometrijo, vam je boljše to ven vzeti, pa tam dalje delati, tako je tu, ker to se pol več ne posodoblja. Za armaturo, glede na to, da ne poznate vsi Alplana, tu lahko samo pokažem, recimo, kako se v tej pilotni gredi neka armatura nariše. Torej, če naredim še tukaj en prerez zraven, in grem zdaj na armaturo. Potem imamo tukaj funkcije za armaturo. Zdaj, če izberem obliko palice in tukaj zaprto streme, določimo fi armature, zaščitne plasti. In zdaj določimo, kje naj bo ta armatura. Tukaj, če imamo odkljukano to razširitev na robovih opaža, pol nam avtomatsko zaznava geometrijo, tako da zdaj, če samo tako izberem to, kliknem na Escape, mi položi to palico v ta prerez, zdaj lahko opis postavim nekam, zatem pa se avtomatsko aktivira funkcija za polaganje armature. S tem samodejnim polaganjem zazna še preostalo geometrijo. Če tega ne odkljukam, pol pa moram jaz določiti točke, od kod do kod naj položi to palico.
tukaj si nastavimo potem razmak med palcami. Če imamo več istih elementov, lahko te faktorje določimo. Potem potrdim to z Escape, da bi še lahko dalje kam položil to armaturo, če še enkrat kliknem Escape, potem skoči v funkcijo za opisovanje armature in položim opis. Zdaj, tukaj, ko imam to armaturo položeno, če s Shiftom na njo kliknem, mi kar tu ponudi nekaj opcij, torej tukaj lahko Fiz spremenim, lahko razmak spremenim, lahko posamezno palco ven recimo zbrišem, zdaj sem dobil 2 območja različna, lahko tudi samo enemu območju spremenim polaganje ali pa razmik med palcami, torej lahko samo tem palcem spremenim razmik, pač tu je potem dosti opcij, ne. Zdaj naslednja funkcija, če izberem recimo ravno palico s kljuko in tukaj zdaj to razširitev na robovih opaža vstran odkljukam, zdaj ročno definiram obliko palice, določim zaščitne sloje, določim dolžine kljuk, fi palice, eno, tak, potrdim z Escape, zdaj enako kot prej opis palice, pol skoči v polaganje, tukaj pa lahko potem ali položim tako kot prej, lahko pa se tukaj referenciram na krak od druge armature, ki je že obstoječa, torej tukaj, če na spodnji krak kliknem, mi kar palice na ta krak gor položi, tukaj pa spet definiram razmik, torej če to potrdim, še enkrat, ker bi še lahko na zgornji strani recimo položil, potem pa skoči spet v to opisovanje te položene armature. Zdaj, ko imam to definirano, potem pa si to samo na list zložim, pa lahko splotam. Tako da, to je na hitro nek tak potek dela v Alplanu. Potem na to vprašanje smo sproti odgovorili, kako se je zdela opažni načrt na armaturni. Tukaj lahko pol še vse dalje 2D naredimo, torej če bi imeli nek hatch, ki ga ne bi imeli v 3D objektih definiranega, ampak bi ga hoteli ročno gor dati, ga lahko, sicer pa lahko dodelimo tem gradbenim elementom polnila, stile, površine, ki se lahko pol spreminjajo s tipom načrta, torej tukaj imamo tip načrta, ki je lahko vezano na merilo, torej da je za merilo 1:100 polnilo, za merilo 1:50 je armiran beton recimo s karo označen, z šrafuro, lahko se barve spreminjajo, lahko se pa to spreminja na tip načrta. Torej lahko si dinamično nastavimo ta polnila oziroma stile površin v tem primeru in pa stile črt, torej ti stili površine se dinamično spreminjajo lahko s tem tipom načrta. Te tipe načrta si lahko svoje generiramo. Stile črt, tega pa ni tu, tisto pa lahko dodelimo za posamezne črte, torej ne vem, da je preklada v opažnem načrtu preklade z debelino 0,5, v opažnem načrtu stebra pa 0,25 recimo. To se da nastaviti glede na tipe. Isto je s polnili. Zdaj še zadnja vprašanja, ki so pa bolj vezana na analizo konstrukcije. Alplan Bridge zaenkrat nima ploskovnih končnih elementov, torej vse, kar je možno glede analize delati, je vezano na linijske elemente. Lezenje in krčenje je zajeto v vsaki fazi gradnje prednapete konstrukcije, torej tukaj, ko si definiramo v analysis te construction v fazah, tukaj definiramo te dneve in tukaj lahko potem zajamemo te časovne vplive, torej reologijo, krčenje, lezenje.
to betoniranje in prednapenjanje lahko potem tudi ločimo na posamezne faze, torej na pur in harden. In enako je tukaj za napenjanje pa injektiranje. Analiza pomikov na razpokanih prerezih, koliko jaz vem, še zaenkrat ni možno. Sovprežno konstrukcijo je možno zmodelirati, geometrijsko, ni pa je še možno zračunati zaenkrat. Mislim pa, da bo v kratkem možno zračunati sovprežnost beton-beton. Jeklo pa mislim, da še ne tako hitro. Ampak glede tega se treba direktno razvijalce za točne datume obrniti. Za kakšne tipe mostov je program primeren, to pa je, moj odgovor je čisto odvisno od tega, kaj želite delati z Alpine Bridgeom. Glede modeliranja se da marsikaj narediti, potem v kombinaciji z Alplanom. Torej, če se ne da česa direktno v Alpine Bridgeu narediti, se da v Alplanu. Za marsikaj, kar ni tako očitno na prvi pogled, se da s kakim workaroundom, torej s kako tako netipično metodo priti do tega v Alpine Bridgeu. Tako da glede modeliranja za te neke normalne mostove lahko skoraj vse naredite. Je pa potrebno tu pa tam vedeti kako foro, da se kje okoli pride. Glede analize pa predvsem to, kar se da, mislim, taki mostovi, kjer je računski model z linijskimi elementi uporaben, torej za neke prepuste to definitivno ni primerno, ker si nimate kaj za začeti z linijskimi elementi. Tako da to je to, zdaj pa, če še imaš, Vanja, ti kako vprašanje, še lahko direktno odgovorim, drugače pa smo bolj kot ne zaključili. Ja, da je vprašala, me zanima, se pravi, za jeklene mostove se ne da še narediti računa. Za sovprežne ne, to še ne zaenkrat. Pač sovprežne jeklene mostove. Za enkrat to, kar smo pokazali tukaj v analizi, torej to, kar imamo tukaj definirano, to so ti čeki, ki jih je možno izvajati za dimenzioniranje, torej to je samo beton zaenkrat. Razpoke se da zaračunati tukaj. Tega nisem kazal, ker ta primer je narejen tako, da nič kaj ne gre skozi sicer, ker je bil ta primer v tem dokumentu že tako zastavljen. Tukaj, če gremo na te design čeke, tukaj potem iz tega, kar smo zračunali, armature, potem lahko tukaj preverimo še razpoke pa omejitev napetosti. Torej, tukaj si lahko izberemo te čeke, kaj vse naj skontrolira. Princip je isti kot ta code design, samo to izberemo, tukaj odkljukamo, kaj nam naj prekontrolira, tukaj vnesemo ime, rezultata, določimo kombinacije in nam zračuna. Torej, to je čisto isti princip kot za ta code design, ki smo ga naredili. Tako da to, kar je možno prekontrolirati, je to. Torej, upogib, krhki lom, strik, torzija, interaction, torej tista interakcija, osna sila, moment, omejitev napetosti, razpok pa detaljiranje, pač kontrola. Jaz sem probala narediti en moment JPG, številka se tako majhna, niso prav razvidne. Se da tako večati ali urediti vse te izpise? Torej, iz tega 2D diagrama? Ja, iz 3D diagrama. Ja, iz 3D diagrama. Tukaj je text size. Jaz bom samo uvozil nazaj. Torej.
Jaz zdaj nimam zračunal, tako da zdaj mi nič ne kaže, jaz bom samo to razveljavil. Pa še to enkrat nazaj vozim, kar smo prej delali. Tako, jaz bom dal zaračunati, pa ta čas, ko to dela, še lahko mogoče na kaj drugo odgovorim. Ja, me pa zanima, sama preklada spreminja filozofiji, potem se da so verjetno variablami, da bi robni venec sledil spremembi klona preklade. Ja, to se da narediti, ja. Vse tam smo imeli definirano, bom pokazal, torej prvo so... Ok, aha, se za me pa zračunalo. Ok. Torej, tukaj imamo diagram, pa... Evo, tu se številke. S tem text sizem se da to spremeniti, ne? Torej, za robni venec, če se ga naredi na taki način, ko je bil zdaj v tem našem primeru narejen, tukaj smo v robnem vencu definirali en naklon, torej ta naklon, ne? In ta naklon smo povezali s to variablo horizontalni kot, kjer smo naredili to, da se ta spodnja stranica prilagaja naklonu, ne. Zdaj, mislim, če bi hoteli ohranjati toto višino konstantno, bolj bi mogli tu malo to spremenjati, malo drugače bi ga bilo bolj treba zdefinirati, ne. Ampak, če se vrnem zdaj v ta prerez preklada, torej tukaj, če zdaj spreminjam naklon te linije, ne, tukaj vidimo, da gre robni venec zraven, ne. Zdaj, edino, tukaj bi mogel zdaj to dvoje povezati z eno variablo skupaj, da bi se to oboje spreminjalo. Torej, če to razveljavim, tukaj, če na njega kliknem, potem imam tukaj horizontalni kot, to je 1,43. Tukaj je minus 1, tu bi še rabo za eno variablo, na toti desni strani, na tem bomo to naredili, ker tu imam zdaj enak predznak. Torej, če tu določim še eno variablo, ki je kot, in dam to naklon konzole. Zdaj pa ta naklon konzole, ki ga bom definiral na 1,43, torej 2% in pol, ne. To bom dodelil temu robnemu vencu v horizontalni kot in enako bom to dodelil tej liniji. Torej zdaj, če ta naklon spreminjam, potem se hkrati ta variabla spreminja. Zdaj pa, mislim, ta višina se ne ohranja, zdaj se pač ti robovi vertikalno samo ohranjajo. Če bi pa želel, da imam tu na robnik to vezano, potem bi mogel samo to malo drugače zdefinirati, pa bi se pač ali celi robni venec pomikal gor dol, ali pa bi se višina spreminjala, ne. Tako da to pač čisto od potreb odvisno, ampak na taki način se to da narediti. Pri bodi je lahko, ne moreš računati. Kako? Ful slabo sem slišal zdaj to. Boljše zdaj? Ja,
Ja, še lahko enkrat zdaj. Deli bodi, to so loskovni elementi, oni se ne dajo izračunati. To, kaj je tu v 3D modelingu, to, kaj smo za opornike delali, to mislim. Ja. Ne, to, zaenkrat je to samo geometrija, s tem si pri izračunu nič ne moremo pomagati. In pri tej geometriji, v čem je razlika, ko zadam no bodi ali pa no v prizem? Se prizem, torej če ta oka zaženem, ne, prizem, ali pa če grem tukaj v body, dam tu desni klik, to, če dam new, to v bistvu prizmo naredi, ne. Ta body so zaenkrat samo te prizme. Če pa narediš template, bolj pa lahko, torej če je en opornik, recimo tega opornik 1.1, tukaj lahko izberem as template, zdaj se to v template pretvori. Zdaj, če to zračunam, to samo, da si jaz to izklopim. Zdaj ga ven vrglo, ker je zdaj kot template, ne. Torej, če ga odprem, tukaj imam narejen ta template, tukaj si lahko nastavim te parametre že na neke vrednosti, potem pa lahko iz tega templata ustvarim novo telo, torej zdaj lahko grem tukaj na to funkcijo, ki je ustvari structural member from template, zdaj pa tukaj, če izberem prism, tukaj si zdaj izberem to referenčno predlogo, torej ta template, ki sem ga ustvaril, zdaj pa kar to nekam postavim, ne, pač templati so zato, da si pač enkrat zmodeliraš nekaj, potem pa lahko to večkrat uporabiš, recimo, ne. Zdaj pa na kaki način si ga definiram, torej, če tukaj izberem zdaj reference point, pa če ga zdaj kar sem v neko referenčno točko postavim, torej sem, drugo točko pa, če izberem docking point, pa lahko dolžino določim, če pa izberem tukaj from template, potem pa tukaj nastavim smer, v katero želim, pa offsete, potem pa bo kar dolžino iz templata vzelo, ne, torej zdaj mi je kar to telo v enaki dolžini, ko je bilo prej definirano, kar postavilo sem, ne. Lahko pa bi si definiral pač novo razdaljo, pa se neke druge stvari pa se ohranjajo iz tistega templata, torej to je namen tega. Ja, in vse te rumene črte pa potem predstavljajo vse Te rumene črte predstavljajo tiste transformacije, ki so, torej rotacije, premike, torej če pogledamo pilote, tukaj imamo zavrtene za 180 stopinj, ker smo jih mogli gor zmodelirati najprej. Torej tu imamo pilote 4, če grem tukaj z desnim klikom na transformations, torej ta zasuk, to predstavljata ti dve rumeni črti. Tako da to se nikamor ne izvozi, to je samo pač prikaz, ne, za to transformacijo. Ok, hvala. Dobro. Matko? Si tu? Ja, sem tu. Ok, pa je to to. Nimamo več kaj. Opa, hvala ti. Vanja, hvala. Jaz upam, da je bilo zanimivo, pa da smo kaj koristnega pokazali, zdaj če pa treba, pa lahko pa tudi še kdaj za drugič kakšen drugi primer pripravimo, ali pa kaj bolj podrobno. Vanja, bi te prosil, če imela še kakšno vprašanje, pa kar pošlji na mail. Hvala. To je to. Lepe praznike in se vidimo. Hvala. Ja, hvala. Hvala, čau. Ja.